S kiparjenjem sem začela nekje leta 2015 in kmalu zatem sem imela svojo prvo razstavo skupaj z mamo, kot jo imava tudi danes tukaj. Ker nisem imela dostopa do klasičnih materialov za kiparjenje, sem morala razviti svoj način in svoje pristope, ki so še danes večinoma prisotni v mojem delu, da sem lahko dosegla zaželen učinek mojih del. V samem začetku sem ustvarjala predvsem živalske motive, ki jih vidite tudi danes tukaj. Potem sem z ustvarjanjem vpletla tudi mojo drugo strast, ki je ples, in sem pričela uprizarjati tudi plesne poze in plesne forme. Pri upodabljanju vedno izhajam iz sebe, iz srca in poskušam svojo vizijo prenesti v podobo kipov. Kipi vedno nosijo neko estetiko in globljo sproščeno vrednost, ki jo največkrat niti sama ne znam izraziti v besedah, zato jo poskušam izraziti v oblikah. Tako so tudi v zadnjem času nastale serije kipov, ki so zelo uspešno najdle svoje zbiratelje, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Za sabo imam tudi že kar nekaj mednarodnih razstav, med drugim tudi v Torinu, Milanu, Trstu, na Dunaju, Hrvaškem. Hvala lepa za to razstavo in zelo sem vesela, da lahko razstavljava skupaj z mojo mami. Mami, v čem se razlikuješ od drugih? Ja, kot prvo bi rekla barve, ne. Uporabljam zelo močne barve, zelo močan kolorit. In predvsem tudi način slikanja je drugačen, tako da poskušam v svojem slikanju pravzaprav v svojih potezah poskušam simulirati zdravljenje, s katerim se drugače ukvarjam, energijsko zdravljenje, in zato poskušam to energijo vnesti tudi v slike. Zato uporabljam oziroma delam ekspresivne poteze, torej podobno kot jih delam pri zdravljenju, in vse skupaj daje slikam posebno vrednost. O tem priča tudi certifikat Inštituta Bion, kjer so mi ga podelili. Drugače pa bi rekla, da se tukaj na tej razstavi predstavljam tudi ne samo z svojimi standardnimi slikami akrila, pač pa tudi v mali galeriji so tudi akvareli, mali akvareli. In akvareli so mi zelo dragi, predvsem zato, ker poskušam v njih s potezo, z čim manj barve in s čim manj potezami prikazati pač nek motiv, no. To mi je nekako izziv. Drugače pa bi omenila, ravnokar sem se vrnila iz Pariza, in sicer tja sem bila povabljena kot posameznica od kuratorke iz Focus Arta. In sicer so me povabili, da razstavljam v galeriji moderne umetnosti v Carrousel du Louvre v Parizu. In moram reči, da je bila ta razstava zelo v redu. Pravzaprav se je zame končala tako kot kakšna pravljica z princem in belim konjem, ker je prišel galerist iz Belgije, ki je bil zelo znan galerist in je bil zelo navdušen nad mojimi slikami in je rekel, da bi želel, da bi te slike pač bile v njegovi galeriji v Bruslju. In na koncu se je takoj šlo, da seveda o tem sem morala obvestiti kuratorko, a ne svojo. Poleg tega pa je bil tako navdušen, da jih je kar takoj odpeljal s seboj. In ob tej priložnosti se iz srca zahvaljujem vodji galerije Slavici Zrakič za vso njeno strokovnost in prijaznost. Hvala.